Živijo, a gledate podnebje, a ne, a imate 10 minut časa za podnebno nevtralnost. Ne. Ok, 2 minuti pa roka. Ok, v redu. Zelena eureka, podnebna nevtralnost. Preden štartamo, malce ozadja. Leta 2019 je Evropski parlament razglasil izredne podnebne razmere, komisija pa je predstavila Evropski zeleni dogovor s ključnim ciljem podnebna nevtralnost do leta 2050. In kaj to sploh je, v naslednjih 2 minutah nam bo razložila ekologinja in geografinja z Inštituta Jožef Štefan Katarina Trstenjak. Kaj sploh pomeni podnebna nevtralnost? Na kratko to pomeni doseganje neto ničelnih emisij, kar pomeni, da bomo morali do leta 2050 enako količino emisij toplogrednih plinov, ki jih bomo še izpustili, tudi iz ozračja odvzeti. To pa lahko v bistvu dosežemo s ponori ali pa z odvzemi. Kdo ali kaj je ponor? To so sistemi, ki zajamejo več ogljika, kot ga izpustijo v ozračje. V naravi so to predvsem gozdovi in pa oceani. Zakaj oceani in gozdovi niso dovolj? Zato, ker človeštvo trenutno proizvede veliko več CO2, kot ga Zemlja lahko odvzame. Kaj pa vezani CO2 v bazalt in razne tehnološke fore, ki se še omenjajo? To, kar dela Bill Gates, da lahko uporablja svoj privatni avion. To v bistvu tudi je del rešitve, vendar je trenutno še to veliko premalo. V bistvu je to ena kapljica v morje. Aha, je potem podnebna nevtralnost do leta 2050 sploh realen cilj? Je mora biti, ampak žal je ob trenutnem načinu življenja ta cilj nedosegljiv. Zakaj ne? Neomejena rast na omejenem planetu ni možna. Že zdavnaj bi se morali začeti pogovarjati o kvaliteti, ne več zgolj o kvantiteti in neskončni rasti. Tako da v bistvu opustitev paradigme večne rasti skupaj z zmanjševanjem emisij v vseh sektorjih je v bistvu tisti največji izziv, ki je pred nami. Aha, in kaj je rešitev? Alternative so res trenutno še zgolj na nivoju konceptov in pa zelo blizu temu je pa trajnostna odrast. Kateri so torej ključni izzivi, ki nas čakajo? Emisije je potrebno zmanjšati v vseh sektorjih, od industrije, prometa, proizvodnje električne energije. Potrebno je opustiti tudi fosilna goriva oziroma njihovo uporabo in pa paradigmo večne rasti. Hvala za vaši 2 minuti, gospa Katarina Trstenjak. Z veseljem. Vi pa šerite, lajkajte pa te fore, saj veste, zaradi podnebne nevtralnosti.